Mariboru novih 192 brezposelnih. Končno le začeli z obnovo ceste Pariške komune. Med vinogradi se že oglašajo klopoci. Živahne delavnice lutkovnega pristana. Pozdravljeni. Večina od 192 zaposlenih v mariborskem storitvenem podjetju Himar, ki je 1. avgusta pristala v stečaju, je danes prevzelo odpovedi. Delavci so sicer doslej normalno prejemali plače in letošnji regres, avgustovska plača in odpravnine pa upajo, da bodo dobili poplačane iz stečajne mase podjetja, katerega dolg naj bi znašal okoli 300 000 evrov. Čeprav so konec julija pred odhodom na kolektivni dopust še upali, da se bodo v avgustu normalno vrnili na delo, so delavce Himarja še pred iztekom dopusta pričakale odpovedi. Imam sina, študira, ne vem. Ni nam vseeno, ne, ampak nekaj bomo mogli. Ne vem, no, nisem še dojela zdaj, ampak bom. Treba se bo nekaj znajti, ne. Pač je kak je, ne, se ne moreš nič. Po podatkih upravitelja naj bi dolg podjetja, ki je v stečaju pristal 1. avgusta zaradi pomankanja investicij, bančnega krča in politike, znašal okoli 300 000 evrov. Večino delavcev naj bi po njegovem zaradi povpraševanja v elektrokovinski industriji hitro našlo nove zaposlitve. Se na mene, na upravitelja že obračajo določeni delodajalci, ne iz te skupine, drugi in se zanimajo za zaposlitev. V bistvu s tem vidiku sem jaz tudi optimističen vizavi zaposlitve oziroma možnost zaposlitve teh delavcev. Delavci, ki so tako formalno zdaj na čakanju, pa upajo predvsem na ponovno zaposlitev znotraj skupine podjetij. Ne vem, sem bom videla, jaz sem že 53 let star, kak bo, ne vem. Verjetno vsi, zdaj kateri smo dobili tote listine, in imamo upanje, da je prišli nazaj delati. Ne? A stečajni upravitelj je jasen, verjetno za ponovno zaposlitev v podjetjih v skupini praktično ni, saj se v njih ta proizvodnja ukinja. So pa s sprejemom odpovedi delavci dobili možnost za uveljavljanje pravic na Zavodu za zaposlovanje in jamstvenem skladu. Podjetju Kristal iz Selnice ob Dravi, ki se ukvarja z obdelavo ravnega stekla, grozi stečaj. Eden od upnikov je namreč vložil ugovor na prisilno poravnavo, ki jo je vodstvo Kristala vložilo v aprilu letos. V njej obljubljajo 50% poplačilo navadnih terjatev. Ugovor je vložila nemška družba, ki Kristal dolguje nekaj več kot 360 000 evrov. Od leta 2012. avgust obeležujemo Mednarodni dan mladih. V Mariboru kot Evropski prestolnici mladih ni organiziranih posebnih dogodkov, ki bi bili posvečeni problematiki mladih, čeprav je to ena najbolj ranljivih skupin. Mi se trudimo mladim zagotoviti boljše pogoje, predvsem s to populacijo, ki išče prvo zaposlitev, da v bistvu nekako lažje stopajo na pot odraščanja in hkrati, da s tem za njimi, mladim, ki so zdaj pač še nekoliko let mlajši, pokažemo, da imajo perspektivo v našem mestu. Nekaj se da morda tudi za start-up podjetje, nekaj z recimo lastnim oblikami zaposlovanja preko SP-jev, vendar če se ne bodo pač začela tudi vlaganja v gospodarstvo, v realni sektor, če ne bo tu nekih recimo davčnih pobud strani države, da potem ne bo iz tega nič dobrega. Oseb starih od 15 do 29 let je bilo konec julija skoraj 27 000 oziroma 23% med vsemi brezposelnimi. Mladi imajo v povprečju višjo raven izobrazbe kot starejši. A Sandra, ki je danes nastopila prvi dan v službi, svetuje vztrajnost in optimizem. Fajn je, no, pač po nekem takem času najti nekaj stabilnega, dobiti eno priložnost, po parih letih prostovoljstva in vlaganja pač sebe in svojega časa v doprinos ničemu in potem v bistvu pač dobiš nek rezultat nazaj. Dosti je na tem, da pač delaš na sebi, pa na svojih referencah, pa na svojih nekih možnostih. Kaj bo kasneje, pač je težko povedati, ker ne glede na kako izobrazbo imamo, je pač vsaka priložnost šteje. Mnogi rešitev vidijo na tujem. Na svetovalce Euresa se je lani obrnilo več kot 14 000 iskalcev zaposlitve v državah članicah Evropske unije. Sicer pa predstavniki pristojnih ministrstev v petek popoldne v prostorih mestnega mladinskega sveta v Mariboru pripravljajo predstavitev nacionalnega programa za mladino, kamor vabijo predvsem mlade, da izrazijo svoje pripombe in mnenje. Na mariborski občini so vendarle našli denar za prenovo ulice Pariške komune, ki velja za eno najslabših v mestu. Pri Nigradu, ki je bil izbran za izvajalca, so danes začeli s prenovo križišča na Ljubljanski ulici. Prva faza del naj bi bila zaključena do konca oktobra. Ulica bo v celoti prenovljena prihodnje leto.
Ob 7 uri zjutraj so zabrneli Nigradovi stroji. Prvo fazo sanacije na odseku od Framske do Žitne ulice bodo opravili za slabih 700 000 evrov. Ja, zelo v redu, super. Sem zelo zadovoljen. Čim več takih krožišč. Velike luknje so bile, ja. Vse te ceste bi mogli malo popraviti. Se bi naj v tej prvi fazi gradbene prve faze izvedla rekonstrukcija oziroma obnove Ljubljanske ceste na sever in na jug v dolžini nekje okrog 150 metrov. Zamenjali bodo komunalne vode in javno razsvetljavo, v montažno krožišče pa znova namestili semaforje. S tem, da bo krožišče tudi nekoliko rekonstruirano, predvsem pa, kar je najbolj pomembno, bo urejena koordinacija med križišči. To prej ni bilo, ni delovalo, zato je potem tudi prihajalo do številnih zastojev. Te semaforje najbolj vrede. No, spet karambole pa tako. Trenutno sta zaprta oba kraka Ljubljanske ceste. Obvozi so urejeni po Šlihovi in Fohovi ulici. Res pa je na začetku, da ljudje malo vozijo na pamet, malo ne upoštevajo prometne signalizacije in pride pač do manjših zastojev, ki jih pa seveda tudi sproti rešujemo. Prihodnje leto pa načrtujejo prenovo še preostalega dela od Žitne ulice do dvorane Tabor. Projekt je skupno vreden 1,4 milijona evrov, 400 000 bo prispevala občina, preostalo pa država. Študenti, ki želijo v prihodnjem študijskem letu pridobiti subvencijo za bivanje v študentskem domu ali pri zasebniku, lahko oddajo prošnjo samo še danes. Za podaljšanje bivanja pa imajo čas do 20. avgusta. V vseh univerzitetnih središčih je na voljo skoraj 15 000 ležišč. Gasilci iz Zgornje Savinjske doline so ob pomoči 2 vojaških helikopterjev omejili požar na območju Velikega Rogatca v občini Luče. Ta je zajel od 5 do 8 hektarjev, večinoma smrekovega gozda. En vojaški helikopter je pomagal gasiti požar že včeraj pozno popoldne. Sicer pa je na terenu okoli 80 gasilcev iz Zgornje Savinjske doline, ki imajo na strmem terenu ob nevarnosti kamnitih podorov težko delo. Požar doslej ni ogrožal kakšnih objektov, posamezna žarišča pa zdaj le še zalivajo z vodo. Proti večeru pa se bodo odločili o nadaljnih aktivnostih. Po nedeljskem boju z ognjem na pobočju Trstelja je bil tudi ta v večernih urah lokaliziran. Okrog 200 gasilcev je v nočnem času izvajalo predvsem požarno stražo ter gasilo manjše izbruhe na požarišču. Pri gašenju požara na Trstelju sta novogoriškim gasilcem priskočila na pomoč 2 helikopterja Slovenske vojske. Požarna straža bo ostala tudi v prihodnjih dneh, izvajali pa jo bodo predvsem gasilci iz domačih in okoliških gasilskih enot. Vodja posredovanja Jurij Paglovec sumi, da je bil požar glede na njegov nastanek in lokacijo podtaknjen. Požar se je tik ob cesti razplamtel okoli 3. ure zjutraj, zajel pa je 50 hektarjev površin. Nadzorniki Luke Koper so na konstitutivni seji za predsednika nadzornega sveta imenovali Dina Klobasa. Neka uprave ne bo izvedel javnega razpisa, ampak bo določil imena potencialnih kandidatov in jih povabil na razgovor. Kandidature bodo obravnavali 26. avgusta, ko naj bi tudi sprejeli odločitev. Klobasa, za katerega je to prva nadzorna funkcija, je bil že direktor v Tomusu, trenutno pa je zaposlen v korporaciji Hidrija. V izjavi za medije po današnji seji nadzornega sveta je povedal, da imen potencialnih kandidatov za predsednika uprave, s katerimi bodo opravili razgovore, še niso določili, jih pa bodo do prihodnje seje nadzornega sveta, katere datum še ni določen. Predvsem na Štajerskem, Prlekiji in v Prekmurju se bodo v vinogradih že počasi pričeli oglašati klopoci. Po tradiciji jih namreč začnejo postavljati okoli Velikega Šmarna, ko se po eni strani naznanja, da prihaja jesen, po drugi pa, da grozdje začenja zoreti. Mi smo tokrat spremljali postavljanje klopovca ob vznožju Ritoznoja pri Slovenski Bistrici. To sladko vince pijemo. S pesmijo in ob spremljavi vinogradnikov, ki so združeni v društvo, je bil klopotec kmalu nared. Po tradiciji ga postavijo v vinograd enega izmed članov. Že od nekdaj je veljalo, da ima vsak gospodar v svojem vinogradu klopotec,
Ponekod so celo tekmovali, kateri bo imel večjega in bo seveda glasneje odganjal ptiče. Za varovanje vinogradnikov in za tiste, ki občudujejo njegovo oglašanje, pa so pomembna predvsem kladivca, ki udarjajo po deski. Vemo, naloge klopotca so odganjanje naravnih nekako sovražnikov iz vinograda, da nam ne pojedo vsega grozdja. Tudi v društvu vinogradnikov Ritoznoj že vrsto let obujajo to tradicijo postavljanja klopotca. Klopotca se ponavadi povabi kakih par prijateljev, ki so pač največkrat pomagali v vinogradu, seveda, delati in se malo poveseli. Seveda, toliko bolj, če je letina uspela. In kakšne so napovedi vinogradnikov, ki te dni budno spremljajo zorenje grozdja in jih, tako kot druge pridelovalce, ki so odvisni od vremena, pesti suša. Kvaliteta bo super. Res pa, da če je upalo pa malo več dežja, bo pa tudi količina normalna. Ne? Če pa dežja ne bo, pač manjša količina, za 30 do 40%. Ne? Dejansko se malo narava poigrava z nami vinogradniki in so na nekaterih področjih zelo katastrofalne razmere, zelo problematični so predvsem te mladi nasadi. Svoje bo torej naredila narava in medtem, ko bodo klopotci še glasno zveneli po vinorodnih območjih, se bodo vinogradniki že posvetili negi žlahtne kapljice. Tako živahne so ustvarjalne delavnice poletnega lutkovnega pristana. Najmlajši so si že lahko ogledali domiselno uprizorjene in posodobljene pravljične ikone, kot sta Rdeča kapica in Vidkova srajčica. Spoznali pa bodo lahko tudi povsem nove predstave in se z lutkovno umetnostjo spoznavali na najrazličnejše ustvarjalne načine. Sodelujemo tudi z Umetnostno galerijo Maribor, Zvezo prijateljev mladine, imamo fotografsko razstavo z utrinki preteklih poletnih lutkovnih pristanov, skratka zelo raznovrsten program. V Lutkovnem gledališču Maribor v avgustu pripravljajo 20 lutkovnih predstav z bogatim spremljevalnim programom. Sodelujejo s slovenskimi pa tudi gostujočimi mojstri lutk iz Češke, Slovaške, Madžarske. Predvsem iščemo predstave, ki jih lahko uprizorimo zunaj na našem letnem odru pred hišo, ker je pač poleti edinstvena priložnost, da si lahko to privoščimo. Nekatere pa so vseeno take, da potrebujejo drugačne pogoje in bodo na sporedu v veliki ali mali dvorani našega gledališča. V soboto vabijo lutkarji Slovaške s predstavo o travniku, metulju in rožni vili. Pestro dogajanje poletnega lutkovnega pristana pa poteka brezplačno, zlasti ob sobotah in nedeljah, vse do 2. septembra. V mariborski galeriji Media Nox so minuli teden pripravili prvo mednarodno umetniško kolonijo, na kateri so sodelovali umetniki iz Slovenije, državnih danja Jugoslavije in tudi iz Zelenoortskih otokov. Tematski okvir kolonije, ki je dajal navdih umetnikom, je bilo leto 2013, leto hudiča. Seveda smo bolj ciljali na mlade in neuveljavljene umetnike iz tujine in tudi neke Slovenije, pa iz vseh zvrsti, od slikarstva, kiparstva, mediji, novi mediji, intermedija, pač kakorkoli inštalacije, tudi performansi bi šli skozi. In pač dobili smo približno 30 prijav, bom rekla. 30 prijav se je kasneje skrčilo na pregovorno nesrečno 13-tico. Minus ena umetnica da končno število ustvarjalcev 12. Eduardo, rojen na Zelenoortskih otokih, je v Sloveniji že 3 leta. Tukaj tudi že razstavljal. Mi smo ga ujeli med upodabljanjem znanca, ki je veljal za dobrega človeka, a to je bilo le na videz. Jaz ponavadi delam z razlike barvo, ful veseli barvi, ker tudi je lahko tudi tak koncept kot rudičes, kot devil, kot negativno, ampak lahko delaš tudi vesele stvari s take tematike. Ksenijo iz Srbije so semkaj pripeljala nostalgična čustva. V galeriji Media Nox je namreč pred 10 leti že razstavljala svoje videe, fotografije in performans. Sve nam je dobro, i ekipa, i muziku imamo. Ja sam malo otišla vezano za dizajn, logo i sama tema što smo dobili da povežem, kao svi kažemo nismo, ali jesmo malo žrtve tog dizajna, loga. Andrej Potrč pa je tisti, ki je zakrivil tudi logotip kolonije. Zaenkrat je tukaj ustvaril večdimenzionalno stvaritev. V bistvu sem šel čisto na osnovo. Rekel tako, mogoče se kakšen malo amatersko ali pa malo naivno zdel, ampak sem hudiča povezal s cerkvijo. Ne sicer s cerkvijo kot tako, ampak kot inštitucijo, ki je ta zlato, ki nas bo pokopali. Ta je ta največji hudič. Če meni ne dobro.
Svoje najboljše dela, ustvarjena na koloniji, bodo umetniki podarili galeriji Medianox, ki jih bo razstavila ob letu Osorej. Izraelska vlada je odobrila izpustitev prve skupine palestinskih zapornikov. Gre za 26 Palestincev, ki bodo po trditvah oblasti v Tel Avivu izpuščeni že jutri. Izpustitev več kot 100 zapornikov je pred nadaljevanjem mirovnih pogajanj med Izraelci in Palestinci zahteval palestinski predsednik Mahmud Abbas. Obe strani bosta za skupno mizo sedli v sredo. Palestince je sicer včeraj razburila odločitev izraelske vlade, ki je odobrila gradnjo skoraj 1200 novih stanovanj za judovske naseljence v vzhodnem Jeruzalemu in na Zahodnem bregu. Podporniki odstavljenega egiptovskega predsednika Mohameda Mursija pred za danes napovedano odstranitvijo njihovih protestnih taborov vztrajajo na obeh trgih Kaira in se pripravljajo na posredovanje policije. Kot so oblasti sporočile v nedeljo, naj bi z odstranjevanjem začeli že v jutranjih urah. Trajalo pa naj bi več dni. V 99. letu starosti je v hišnem priporu umrl Madžar Laszlo Csatari, nekdaj eden izmed najbolj iskanih nacističnih zločincev. Julija lani so ga našli na Madžarskem, kjer bi mu septembra sodili zaradi soodgovornosti za smrt več kot 15.000 Judov med drugo svetovno vojno na Slovaškem. 98-letnik, ki je po vojni prebegnil v Kanado, je vse obtožbe zavračal. Oblasti na Filipinih po divjanju tajfuna na severu države pogrešajo 23 ribičev. Dež in močan veter, ki je pihal s hitrostjo do 200 km/h, sta največ težav povzročila v prometu. Odpovedanih je več poletov, trajekti ne vozijo, zato je v pristaniščih obtičalo kakih 8.000 potnikov. Tik pred vremenom pa se ozrimo še v nebo. Tega bodo razsvetlili številni utrinki, ki bodo najbolj vidni danes ponoči. Najbolj vidni bodo v naravi, daleč proč od mestnih luči. V eni uri jih boste lahko videli kar 100. Sicer lahko vsako leto ljubitelji nebesnih pojavov občudujejo roj Perzeidov, bolj poznan kot meteorski dež, ki vrhunec doseže med koncem julija in sredino avgusta. Jutri bo pretežno jasno, proti večeru se bo od severa oblačnost povečala. V severni in vzhodni Sloveniji se bodo začele pojavljati krajevne padavine, deloma nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju 18, najvišje dnevne v večjem delu Slovenije pa od 26 do 32 stopinj Celzija. V sredo bo tam delno jasno, drugod pretežno oblačno, dež bo popoldne povsod ponehal, sveže bo. V četrtek bo precej jasno, na Primorskem bo še pihala šibka do zmerna burja.